Pitje alkohola je povezano s številnimi tveganji. Uporaba alkohola lahko vodi v razvoj raka, jetrno cirozo ter druge kronične bolezni. Poleg tega lahko povzroči težave v duševnem zdravju, zasvojenost in poveča tveganje za nasilje, poškodbe in nesreče. Zloraba alkohola je še posebej nevarna za mlajšo populacijo. Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo želeli preveriti, kako dostopne so alkoholne pijače mladim preko spleta. In pri 10 spletnih trgovcih smo naročili alkoholno pijačo, potem tudi, da so jo le-te dostavili na dom. Pri izvedbi analize smo imeli pomoč komaj polnoletne osebe, zato smo se odločili sicer premišljeno, namreč nismo želeli mladoletne osebe izpostavljati alkoholnim pijačam, hkrati pa tudi v bistvu smo mnenja, da med mladimi osebami, starimi nekako med 15 in 19 let, ni večjih fizioloških razlik, zato je v bistvu dosledno izvajanje pregledovanja starosti ob prodaji oziroma predaji alkohola še toliko bolj pomembno. Izbrali smo 5 splošnih trgovcev, ki prodajajo alkoholne pijače in tudi druge izdelke, in 5 specializiranih trgovcev, ki prodajajo izključno alkoholne pijače. Tako da v bistvu smo naredili, če rečem po domače, tak miks teh različnih ponudnikov. Na žalost je v Sloveniji pitje alkohola samoumeven del vsakdana. Čeprav je prodaja in ponudba alkohola osebam, ki so mlajše od 18 let, zakonsko prepovedana, podatki kažejo, da naši otroci alkohol prvič zaužijejo zelo zgodaj, že pri 11 letih ali celo prej. V naši raziskavi smo ugotovili, da spletni prodajalci na svojih spletnih straneh zelo različno opozarjajo na nevarnosti rabe alkohola in tudi na zakonske omejitve pri prodaji oziroma predaji alkohola. Nekateri imajo ta opozorila bolj opazna, nekateri manj, nekaterih celo nimajo. Tako da kljub temu, da so ta opozorila dobrodošla, pa smo ugotovili, da jih lahko mlada oseba preprosto zaobide, torej ni nobenih preverjanj starostne omejitve na samih spletnih straneh. Torej, mlada oseba lahko brez težav preko spleta naroči in kupi alkoholno pijačo. Ugotovili pa smo, da je v bistvu dejansko edino preverjanje starosti ob sami predaji, torej ob sami dostavi. Vendar pa se je na žalost izkazalo, da nihče izmed 10 dostavljalcev ni od mlade osebe, za katero seveda na prvi pogled ni bilo mogoče reči, koliko je stara, zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti. Kar kaže na to, da lahko mladi danes na žalost preko spleta brez ovir dostopajo do alkoholnih pijač. Raziskava je torej pokazala na zaskrbljujočo pomanjkljivost pri izvajanju zakonske zahteve glede preverjanja starosti pri nakupu alkoholnih pijač.